kitajsko in začeli bomo s kitajsko pistacijo. Glej ga, zlomka celo cveti letos prvič. Pistacija chinensis. Običajno se uporablja kot podlaga za cepljenje te pistacija vera, jedilne pistacije, ki jo jemo. Evo, mediteranska cipresa sempervirens. Seme totele sem nabral v Aquileji ali po slovensko Oglej. Tole je mali jesen Fraxinus ornus. Lekutina tudi cveti letos lepo, prvič, tudi vzgojena iz semena. Tole imamo eno čilsko jelko. Naravno rastišče čilske jelke je Čile in Argentina. Zraven še ena mediteranska jelka. Tole imamo mamutovec Sequoiadendron giganteum, star 15 let nekje, oziroma 17. Arizonska cipresa, Severna Amerika. Tule imamo 10 let starega japonski baby bor, Pinus parviflora. Tule spodaj se skriva alpski meznoj, laburnum. Tole je japonski rdeči bor, Pinus densiflora. Rožmarinek mali je tu. Čilka. Potem, če gremo naprej, imamo en bosanski bor, Pinus heldereiche ali pa Pinus leucodermis. Letos vidim, da obilno cveti kitajski cvetoči hostang Xanthoceras sorbifolium. Ima plodove tako velike kot oreh, vendar so notri taki mali plodovi. Japonski oziroma kitajski tempeljski bor, Pinus bungiana. Tule imamo en ginko še, ki dela družbo mamutovcu Sequoiadendron giganteum. Zraven še himalajska cedra, Cedrus deodara. Tudi je že kar precej debel mamutovec. Meri spodaj skoraj pol metra. Že dela storže. Ginko, himalajska cedra. Atlaška cedra, Cedrus atlantica. Tole imamo en mali tatarski javor. Tole je japonska sofora, Sophora japonica. Cveti julija, tudi primerna za čebele. Potem imamo latnati mehurnik, ki tudi cveti julija, čebelja paša. Tule imamo pa en sivi javor, Acer griseum. Posebnost je, da se mu ljubje lupi tako kot brezi, samo v rdeče rjave barve. Jeseni ima liste rdeče. In tule je amurski plutovec, ki bo letos prvič cvetel. To pa floki. Kaj floki? Pridni floki. Samo da jaz vidim cvetove. Evo.